Fantasy. Radio Fantasy. Legendarna disco funk skupina Kool and the Gang so tole in So Fresh, 2 minutki sta čez 8:30 in današnji petek sva obogatila, kot si prej dejala, da je sonce posijalo v studio, še z enim mikrofonom in tukaj pozdravljava predsednika celjskega ženskega košarkarskega kolektiva Borota Kopa. Lep pozdrav. Lep pozdrav. Ja, zdaj to... Mislim, a se zaberem tako, ko se na tribunah? Rekel, še rada v eter poje, no, pa žvižga, kar je ne gre najbolj, ampak ne. Znam se pa dret. Ja, zdaj, rekel sem predsednik celjskega ženskega kluba, ampak lahko rečem najuspešnejšega in najtrofejnejšega ženskega košarkarskega kluba. Čestitke za vse naslove. Ja, hvala lepa. Res je, da si s temi pridevniki dejansko lahko, oziroma smo si zaslužili ta laskavi naslov, saj Celje že vrsto let prevladuje v ženski košarki in verjamem, da bo temu tudi v prihodnosti tako. Ampak eno vprašanje. Kakor vem, Borut, ti nikoli nisi igral košarke. Koliko pa lahko uspešno vodiš košarkarski klub, sploh pa ženski? Ker vemo, kak je z ženskami, ne? No, vstop moj v ta svet ženske košarke je bil preko hčere moje, ki je igrala košarko in pač na nek način tudi še sedaj sodeluje. Je pa res, to je malo specifično, malo drugače, kakor je delal za fanti recimo. Je pa toliko bolj razborljivo, zanimivo in pa na koncu tudi uspešno. Koliko punc imaš na kupu? Ja, zdaj, če bi gledali vse za šolo košarke in s temi mlajšimi selekcijami, sigurno več kot 200. Začne se pri 11. Že prej. Pri že 9? prej. Ja, tako je. Te selekcije imate potem vse do članske. Do članske selekcije. Ja, zdaj, ok, ti si napeljala to zgodbo, zdaj ne košarkar, ampak v mladosti uspešen celo državni prvak v boksu. Ja, tudi to so bili neki, bom rekel, moji prebliski v mladosti, ampak to sem končal nekje tam za 19 leti, potem stagniral, pauziral, pa se, bom rekel, v zrelih letih zopet aktiviral. No, vidiš. V zrelih letih aktiviral, kaj to pomeni? Je da pol, ko sem malo k pameti prišel, pa bom rekel, zaplul v mirnejše vode, sem se pa lotil tega basketa. Aha, ok, dobro, se pravi, boksaš nič več, ne? Ja, hvala Bogu, ne. Pa bi bilo treba kdaj kaj. Kdaj bi si kjer zaslužil, verjetno, vreča, mislim, ne? Poznamo zgodbe, ki so postale tudi vsem tistim, ki niso navijači košarke ali pa poznavalci znane, ne? Tudi zgodba Nike Barič in tako naprej, ne? Je pa sej, tudi na kaki tekmi vskočim, bom rekel, v rumeni jopič, kjer piše varnostnik. Ampak to je bolj, bom rekel, nek umetniški vložek, kot pa kaj resnega. No, mislim, tudi če se spomnimo, v Štorah je včasih bil en zelo glasni lokal Cibi. Aha, ja. Ni bil zelo glasni, bil je pa zanimiv, pa prijeten. Mislim, zelo glasni, mi pravimo, zato ko pač to je bil en lokal, kjer smo lahko šli takrat tudi še mi mladoletni noter. Pa je bilo ful fajn. Pa te je redar spustil noter, kaj? Ne, veze in poznanstvo. V tistem času tudi jaz nisem sodeloval še s Cibljem, tako pa sem sodeloval, je bila pa drugačna omejitev za vstop. Res je. Rečemo zrelost. Ja, pač takrat pa nisem jaz pa hodila. Ja, zdaj, punc imate res veliko, kje pa dobite nabor vseh teh deklet? Koliko imate tujk? Zdaj težko je reči, koliko imamo tujk. Mi tujke na nek način priključujemo potem v člansko ekipo, sicer jih pa dobimo po vseh teh osnovnih šolah, kjer pač mi imamo predstavitev košarke, ravno tako kot tudi drugi športni klubi v Celju. Tukaj mislim, da smo dokaj uspešni, vse te potem na nek način tudi poskušamo pripeljati v klubske selekcije, selekcionirati in pa pač pripeljati čim del na njihovi tej poti v sami košarki. Kar se tiče tujke, pa tako, da kako nadarjeno tujko pripeljemo kot še zelo mlado perspektivno. Večinoma potem tukaj končajo v Celju srednjo šolo,
in se naprej na nek način košarkarsko in pa tudi osebnostno razvijajo. Je določena kvota, koliko jih je lahko? Kvota je določena samo, koliko jih je lahko na določeni tekmi v ekipi ali bom rekel na igrišču. Sicer bi lahko imeli tudi več tujk, ampak zakaj bi jih imeli, če jih ne moremo vseh izkoristiti? Plus tega imamo domačih tudi toliko dobrih, da mora biti prostor tudi za domače. Ja, se to je prav, ne, da se dejansko učijo na drugih. Pa se to je v bistvu point, ne, da mi tudi tujke zelo previdno selekcioniramo, dodajamo v ekipo zaradi tega in izključno zaradi tega, da razvijamo svoje lastne igralke ali igralke iz okolja, ki sigurno si zaslužijo največjo priložnost in pa največjo pozornost nasploh. Saj klub, ki nima svojega lastnega podmladka in pa bom rekel stroja, je na nek način ni klub, ki bo deloval na dolgi rok. No in zdaj Borut se recimo lahko pohvali, da je letos osvojil spet trojček. Že lani ste ga, se pravi, to pomeni, da ste osvojili kaj, 3 pokale v razmaku 2 mesecev? 2 mesecev. Ja, v bistvu lahko rečemo, marec, april, maj, oziroma marec, april. Ja. Dejansko se pravi pokalni prvaki Slovenije, prvaki mednarodne VABA lige in pa državni prvaki Slovenije. Vse čestitke. Moram reči, da dekleta, ki redno prihajajo k nam, imajo vedno en pokal v rokah, pa vsi so različni. Ampak sam Borut je prišel brez. Ja, je še kaj prostora pri vas, vitrina, police, omare? Težka bo, ne. Prizidek smo se odločili, da bomo delali, tako da naprošamo tudi zdaj v bistvu mestno občino Celje, da če bo kaj parcolala zraven, da en prizidek še tam naredimo na dvorani gimnazije Celje center, ker njegova pisarna je, tako bom rekla po domače, puna ko brod, ampak pokalov. Borut kot predsednik celjskega ženskega, košarkarskega kluba je tukaj pri nama v studiu in čez nekaj trenutkov še kakšno rečemo. Evo, 17 minut do 9 je, kot smo dejali, Borut kot predsednik celjskega ženskega košarkarskega kolektiva je z nama. Pozdravljen še enkrat, dobro jutro. Zdravo tudi vama. Zdravo, evo. Zdaj košarka v Celju ima dolgo zgodovino in to zelo uspešno. In prebral sem en naslov: v Celju bo še naprej uspešna in kvalitetna košarka. Govore tudi o tem, da ste podpisali z Damirjem Grgićem še za 2 sezoni. Ja, v Celju imamo neka svoja pravila. Ena izmed teh pravil ali osnov je tudi neka kontinuiteta, ki jo bom rekel, kar negujemo v tem klubu. Damir je kontinuiteta, se pravi, da strokovni štab ostaja enak. Jaz sem vesel, ker to je na nek način tudi rezultat dobre klime in pogojev v klubu, ki jih zagotavljamo, in verjamem, da noben od nas ni rekel še zadnje besede in da bomo, bom rekel, košarko v Celju še naprej gojili na tako visokem ali celo višjem nivoju, kakor do sedaj. Zdaj, moraš se pohvaliti, da kljub osvojenim vsem pokalom, Klubskim? v bistvu so 3 tvoje punce zdaj tudi v bistvu so naše rakete v reprezentanci špilajo. Tudi to je dejansko, če bi zgodovinsko gledal nazaj, smo imeli sigurno od 80 do 90% punc v reprezentancah, ki so na nek način šle iz celjske dvorane gimnazije Celje center. Sicer pa tu ne smemo pozabiti tudi mlajših selekcij. Se pravi, da imamo punce ne samo v članskih reprezentancah, ampak tudi v reprezentancah U20, U18, ki zelo uspešno zastopajo barve Slovenije, uspešno bom rekel ali vztrajno trkajo tudi na vrate članske reprezentance. Trenutno pa direktno iz celjskega kluba dejansko 3 punce, ki so v slovenski reprezentanci, bile bi 4, ampak Maruša Seničar je žal zaradi poškodb kolen odpovedala letošnji, bom rekel, evropsko prvenstvo, ampak sigurno tudi ona še ni rekla zadnje besede. Absolutno, ampak kako se ti počutiš, ali deluješ kot en tak ata, ki bdi nad vsemi puncami? Mislim, si kaj ponosen? Sigurno, da sem. Se nasmejiš kaj na ta račun? Tisti, ki me poznajo, vejo, da se bolj malo smejim, ampak to, če se ne smim, ne pomeni, da nisem vesel ali srečen za njih.
Dejansko sem pa ponosen na vsa dekleta, ki so v klubu, ki so si vse, kar imajo danes ali predstavljajo danes, zaslužile izključno same s svojim lastnim delom. Ja, vidiš. Zdaj, vemo, da so pri košarki pomembni centimetri, ne? Kje bi se mogoče lahko jaz našla v košarki? Ja, ne vem, mogoče kak mini golf ali pa kaj takega bi bil bolj primeren. V košarki je pa vedno rabimo te, ki nosijo vodo, bidone, brisače, skrbijo iz ozadja za to, da vse laufa in to je spoštljivo delo. Jaz ostajam rajš na tribunah, ker pljuče imam pa dobro razvite. Ja, to vemo, ja. Sliši se te daleč, imaš fajno frekvenco. Zdaj, prej sem samo malo namignil, Nika Barič je naša in zdaj vsa ta, bom rekel, vso to dogajanje je na nek način naredilo eno pozitivno reklamo, ker vsaka reklama je dobrodošla, tudi tistim, ki košarke ne poznajo, ker se je govorilo. Definitivno Nika Barič je naša, jaz sem izredno ponosen, da jo poznam, izredno cenim njo kot osebnost, kot igralko, definitivno Nika Barič in vse, kar se je dogajalo okoli Nike Barič, si Nika ni zaslužila na ta način, tudi sam sem zelo kritičen glede vsega tega že zadnje 2 leti, ampak tako so se pač določeni odločili, tako na koncu tudi bo. Definitivno je pa Nika Barič kraljica ženske košarke, sploh v Sloveniji, bila je prvi promotor ženske košarke, naredila je veliko za Celje samo, za slovensko reprezentanco in verjamem, da čeprav jo ne bo na samem parketu, bo pa vseeno nekje s tribun navijala, bom rekel, za vse nas Slovence. Ona je začela pri 12, če sem nekje prebral en podatek. Ja, ona je začela zelo mlada, tudi zelo mlada je prišla v Celje, iz Celja je šla v Spartak Moskvo, iz Moskve potem naprej. Bom rekel, govorimo o talentu v tistih časih, ki je na nek način bila najboljša košarkarica v mlajših selekcijah, lahko rečemo v Evropi, in ki je naredila tudi zelo odmevno mednarodno kariero. Sicer je pa vedno tako, da športnikov ne sodimo samo po teh njihovih športnih sposobnostih, ampak predvsem Nika Barič je oseba z veliko začetnico, bom rekel, velika igralka in pa velik podpornik vse ženske košarke v Sloveniji. Ja, zdaj pred vrati je junijsko evropsko prvenstvo. Kakšni so pogledi, ocene, mogoče pričakovanja? Tako na grobo, če rečem, mogoče me za junij niti ni tako strah, oziroma verjamem, da se bojo te karte na nek način pozložile, da se bo klima in vse ostalo na nek način pomirilo. Mogoče pa je malo, bom rekel, straha, kaj je v prihodnosti. Ne pozabimo, da smo se mi na to evropsko prvenstvo uvrstili kot organizator, se pravi brez kvalifikacij. Definitivno nas pa konec leta že čakajo kvalifikacije za novo evropsko prvenstvo. In vkolikor klima ne bi bila dobra, pa jaz verjamem, da bo dobra, potem smo lahko v problemu. Pustimo to, upam, da se reši vse skupaj. Dajmo najprej tega, čez pa začnemo z novo sezono. Kdaj je začetek nove sezone za košarkarice? Mi s pripravami vedno začnemo nekje v začetku avgusta, prve tekme so nekje konec septembra, mednarodne mogoče prvi vikend v oktobru ali celo konec septembra, tako da dejansko te punce niti ne bojo imele zdaj nekih počitnic, saj so že v reprezentancah, nekatere imajo celo dvojne programe, se pravi članskega in pa U20, tako da one ne bojo veliko počivale. Torej, tudi oni nimajo dopusta, ne sami dva. Ja. Borut Kop, hvala lepa za obisk, pa čestitke za vse naslove, pa še več. Da jih pa tudi vama hvala. Pa zrihtite tisto polico, ne, da bomo lahko dodali. To bo šuši bo organizirano. Ok, čakate del. Hvala lepa. Tudi vam. Čau. Radio Fantasy. Radio Fantasy.